Prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je predlog odloka o proračunu občine Brežice za leto 2026, ki jo obravnava. Najprej bo Aleksandar Denčić dal svojo obrazložitev. Spoštovani, pri pripravi planov posameznih dejavnosti je upoštevana ocena porabe iz prejšnjega leta. Pri planiranju investicij pa so bile v plan prednostno uvrščene tiste, ki se bodo pričele v letu 2026, za katere je predvideno nadaljevanje v letu 2027 po načrtu razvojnih programov, in tiste, za katere je predvideno sofinanciranje s strani države oziroma za katere bodo pridobljena evropska sredstva. Sami prihodki proračuna za leto 2026 so predvideni v višini 42 milijonov 758 tisoč evrov. V skupini davčnih prihodkih so zajeti prihodki iz naslova dohodnine, davkov na premoženje ter davkov na blago in storitve. Najizdatnejši so prihodki iz dohodnine v višini 21 milijonov 839 tisoč evrov, kar pomeni 835 evrov na prebivalca. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je planirana v višini 396 tisoč evrov, prihodki iz turistične takse 1 80 tisoč evrov. V skupino nedavčnih prihodki so zajeti izvedbeni prihodki krajevnih skupnosti, prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja in pa prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb. Sem spadajo tudi sredstva iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta, ki so planirana v višini 2 milijona 600 tisoč evrov. Skupno je teh nedavčnih prihodkov za 4 milijonov 57 tisoč evrov. Kapitalski prihodki znašajo 1 893 tisoč evrov, transferni prihodki pa so planirani v višini 6 milijonov 952 tisoč evrov. Sami odhodki za leto 2026 znašajo 45 milijonov 675 tisoč evrov. Tako je rezultat bilance prihodkov in odhodkov primanjkljaj v višini 2 milijona 917 tisoč evrov, ki se še poveča za znesek izplačila glavnic v višini 2 milijona 100 tisoč evrov. Ta primanjkljaj pa se pokrije z najemom kredita v višini 4 milijone 200 tisoč evrov in pa predvidenega staranja sredstev na računih na dan 31.12.2025 v višini 263 tisoč evrov. Če boste svetnice in svetniki danes odločili, da je ta predlog odloka primeren za nadaljnjo obravnavo, bo v javni razpravi možno podati tudi pripombe, da je zaključeno 16.1.2026. Še par poudarkov. Dejstvo je, da seveda nam ponovno predvsem rastejo odhodki oziroma stroški, tako transferji kot odhodki, ki so rasli za 2 milijona. Približno imamo pa vse svoje prihodkov isto kot prejšnja leta, kar pomeni seveda, da je za oziroma za investicije in pa za projekte nam ostane manj denarja ali pa več ali manj enako. Kljub vsemu, s tem, da smo seveda nekje pustili vsa sredstva v enaki višini kot prejšnja leta, ki so nujna seveda za delovanje, razen tam, kjer so zakonske obveznosti, to so pa več ali manj tam vse, kar je povezano s plačami in pa z drugimi stvarmi se povečuje na zakonsko raven. Kljub temu pa je predvideno kar nekaj pomembnih investicij, da se začnejo v letu 2026. Zgodna ena od teh je tiče s tem, da je nekako delodno to praktično, da ni usklajeno z sklepom, ki ga imamo, kajti predvideno je, da bo nekako smo predvideli, če ni bilo sklepa, da bo milijon evrov za letošnje leto, kar pomeni samo, da je 500 tisoč, to pomeni, da se v letošnjem letu vrtiče malo manj naredilo, kot je bilo predvideno, definitivno pa pričakujemo, da bomo začeli z šolo vrtiče. Potem naprej smo predvideli, da bi se začeli tudi z večnamenskim domom Cerkve v Krki. Tu smo se pogovarjali tudi z ministrstvom za obrambo, da bojo sofinancirali, mi smo to noter zanesli, zaenkrat te
sredstev ni, tako da še ne vemo, ali bomo dobili odnos te denarje za ta normalne, tako da je tudi vedno malo vprašljiv. Je pa predvideno, da naj bi se začelo gradnja večnamenskega doma v Cerkvah ob Krki. Prav tako smo predvideli, da se izdela projektna dokumentacija za obnovo zadružnega doma v Bizeljsku, čeprav treba povedati še tam, da je en mal del lastništva, če mi rečem, da bi to treba seveda urediti. Mislim, da zelo pomembno je, da je predvideno sprejetje dopolnjenega občinskega prostorskega načrta občine Brežice. Ta stvar bo prijetno zelo v kratkem času javno razgrniti, pa da se bo še ta občinski svet do konca tudi sprejel. Naj povem seveda, da imamo dva projekta tudi, ki sta preko Life-a, to gre Doživi parkire Life in pa Natura Kozjansko. Tu gre za vrednost skoraj 780 000 evrov, je pa večinoma nepovratnih sredstev, ki za tega projekta, ki gre preko Ministrstva za naravne vire in prostor, vodi se pa preko Kozjanskega parka. Tako da, poleg tega je še kar nekaj drugih pomembnih stvari za nas. Predvideno je, da se bo začelo graditi parkirišče pri bolnici in pa zdravstvenem domu Brežice. Tako da, jaz mislim, da je to ena iz pomembnih investicij za naprej, kajti pokojo zdravstvene dome bolnice in pa bolnice je res njena gneča, tako da se predvideva, da bi bil tam zgrajeno novo parkirišče. Ena od večjih investicij je tudi nadaljevanje ceste Bratov Milavcev kot ena večja, potem tudi ena od večjih investicij je cesta od Črešnja proti Hrasti, ki je sofinancirana tudi iz Ministrstva za obrambo, to je že dogovor podpisan. Potem načuje se pločnik do Rigonc, prav tako vidite, da se je že začel graditi pločnik Globovo-Brod Dečno selo in tu bo večji del drugo leto. Občina je bila uspešna na dveh razpisih tudi za regijska sredstva. To gre za dve nepopolne površine, za katere naj bi bil projekt vreden skoraj 1,5 milijonov evrov, da se tudi naj bi že začel v letu 2026. In pa optimizacija vodovodnega sistema v Brežici, to gre pa za večji projekt, 550 km naj bi se zamenjal s cevi vodovodnih in pa vse ostalo, to gre za te večje pomembne cevi. Vrednost projekta je blizu 3,9 milijona evrov. Seveda verjetno, ko pride v glavni projektiranje in pa začeti del večje investicije, bojo čemu bo šele v letos 27 in pa 28. Predvideno je nadaljevanje tudi vodovod Cerkne tretja faza, tudi tu je podpisana pogodba za sofinanciranje z MOS-om. Odobren je bil spet nam tudi še en projekt, Karmen, gre za projekt gasilske zveze z hrvaškim gasilskim čezmejnim projektom in tudi ta se naj bi začel, prav tako tudi projekt Enviro, ki je prav tako sofinanciran preko Interrega čezmejnega. Noter smo tudi predvideli, da bi prišlo do nakupa doma obrtnikov za potrebe glasbene šole in pa coworkinga, kajti nekako dom obrtnikov se prodaja nekako naša želja oziroma želja glasbene šole, da se prije do tega nakupa. Predvideno je tudi podjetniški inkubator, če bomo seveda dobili sredstva na razpisu. To so nekako ti pogojni projekti. Seveda je precej manjših projektov v vseh krajevnih skupnosti, tako da jaz verjamem, v vsaki krajevni skupnosti se bo nekaj gradilo. Pomembno mogoče, da povemo tudi, da je direkcija nekako že podpisala sofinancirski sporazum za ureditev pločnika in pa ceste skozi Kapele, za državno cesto, kjer bomo morali tudi sofinancirati. Jaz upam, da se bo ta stvar tudi predvidela in dokoliko bo seveda država oziroma direkcija začela s rekonstrukcijo ceste, bomo tudi mi zraven povedali, da je ta rekonstrukcija nekje vredna 3,5 milijona in občina nekje se predvideva, da bi morala prispevati 1 milijon. Tako da to so te ključne mogoče stvari, ki jih noter omenjamo.
Je še vrh teh drugih postavk, ampak mogoče je prav, da te glavne naštejemo. Mogoče smo še pozabili, da predvidimo tudi, da koliko bomo uspeli do razmejitve zemljišč z Deliškim centrom, da je tudi predvideno, da bi se gradila tehnička dvorana, vendar samo na tistem delu, kar bo občinstvo. Dejstvo je, da tam postalo neko mešano lastništvo, kajti tehnički center je bil upravičen do lastninjenja enega dela zemljišč, glede na to, da na razpisih vseh državnih je ključni pogoj za prijavo na razpise urejeno lastništvo oziroma 100% občinski lasti. Smo se dogovorili s tehničkim centrom, da bomo naredili razmejitev, da bo točno jasno, na katerem delu naj bi bila občinska del, kateri pa ni. Potem, dokoliko bo to urejeno, če bo možno dobiti na razpisi sredstva, bi se tudi uredil ta tehnička dvorana, ki pa takim v občini imel. Jaz tako povem, da nekega hudega usklajevanja v tem trenutku ni bilo, to smo več ali manj nekako za občinsko upravo naredili proračun oziroma predlog proračuna, ki je nekako v skladu z našimi možnostmi, potrebami in pa seveda več ali manj za to že v preteklosti so bile pobude, oziroma veliko stvari se je že v preteklosti začelo, gre za nadaljevanje tistega dela, ki smo ga že v prejšnjih letih naredili. Do 16. bo javna razprava. Po tej javni razpravi bomo videli, kakšne bodo predlogi, če se bojo še našli kakšni dodatni viri, bomo poskušali še vključiti kaj več, in kolikor pa ne, je pa tudi možnost, da tisti, kjer bo predlagal ponovno investicijo, da bo tudi povedal v tem, da bi se pozelo v skladu z tako našim poslovnikom, kot zahtevim po proračunu, kaj proračun na koncu mora biti posvojen. Tako da danes pravimo javno razpravo, sprejemamo sklep samo, da je primer za nadaljnjo obravnavo in da se da v javno razpravo. Seveda, danes kdo ne bo svojega predloga povedal, ne zamudno, prosim, da pisno nadate čim prej te pobude še v pismeni obliki in potem do drugega branja bomo seveda se še usedeli, pogledali, kaj je možno narediti in poskušali uskladiti, da ta proračun je najbolj sprejemljiv tako za vse vas, tako tudi za naše občane. Toliko za uvod, zdaj bi dal pa kar v odprl razpravo. Najprej bi prosil odbore, mislim, da vsi odbori niso razpravljali, ker ti odbori bojo razpravljali po času javne razprave, kar pomeni, če boste danes dali v javno razpravo, boste potem sklicali odbore do 16. Tudi odbori lahko dajo pripombe, potem pa boste še pred drugim branjem še enkrat. Odbor za finance je pa obravnava in je ugotovil, da je proračun v skladu z zakonom o izvajanju. Nekaj drugega. To je odbor za finance. Kje pa je Alex? Pa ja, tam si se nekaj. Ja, to se je dodali. Dobro, to je pa boš kaj še dodal, kaj se strinjaš mojo predložiti. To je, da bojo pa. Neč, odpiram razpravo. Štefanja, kaj da, prvo. Lep pozdrav, hvala za besedo. Na območju Malega Vrha pri Sevaru je glas, na katerega sem že opozorila. Zaradi nevarnosti za prebivalce predlagam, da se sanacija vključi v proračun za leto 2020 kot posebno postavko za sanacijo plazov. Kot drugo izpostavljamo cilj uspešnih brez prihodki, katero je bila letos prepoznavna kot prioriteta tudi s strani svetih okrevne skupnosti, ker je proračunska vrednost investicije višja od razpoložljivih sredstev krajevne skupnosti, predlagam, da se proračun za 2026 daje sredstva za pokrite razlike. Hvala. Pozdravljam vsi. Večkrat smo že govorili v zadnjih 10 letih, pa prav na zadnji seji je kolega Stane Tomše to vprašal, kaj je z cestami v stari koloniji. Že leta in leta so v zelo slabem stanju. To je eno, luknja pri luknji, tega pri pliki. Drugo je to, da
avtomobili parkirajo na pločnikih in zaradi tega je bila tudi v tem prostoru cirka leta 2018 izvedena okrogla miza. Takrat je občina tudi najela tudi za promet in plačala kar nekih 38 000 evrov. Zato pred 2 leti smo dali v proračun za 2024 50 000 evrov in za proračun za letos 200 000 evrov. Zdaj gledam novi proračun, lani se itak ni več zgodilo, letos so se dotikali 2 luknje v skupni površini več 20 kvadratnih metrov. Zdaj tukaj v letošnjem proračunu piše veljavni plan za letos 144 000, ki ne bojo realizirali, in za naslednjo leto 50 000. Prav tistih 250 000, ki je bilo namenjeno v proračunu v zadnjih 2 letih, se ni uporabilo, zdaj v novem proračunu je 50 000. Na seji odbora za finance sem vprašal vodjo leta za gospodarske javne službe, kaj je s tem, je rekel, da gre za to, da se bo najprej zamenjale vodovodne cevi. Ampak čeprav razumem, se ne bo hkrati upravljala preplastitev, se pravi na obstoječe luknje in kanale bomo dobili samo še nove. Tako da me zanima, kako to, da se več ni zgodilo, če je bil tak namenjen. Drugič pa predlagam, da se ta sredstva malo povečajo, ker če ne se bo ta projekt podnikal nekam daleč v prihodnosti. Drugo pa, nazaj sem dal predlog, da oziroma opisal stanje na asfaltnih poti v mestnem parku med Vodnikovo, Šolsko, Ketevo in Gvozdetsko ulico, ki so v zelo slabem stanju, luknjaste in nevarne za hojo. In je bilo rečeno, da se ve za to stanje in da se bo uredilo to bo denar proračunov, tako da dajem predlog, da se nekaj denarja nameni tudi za ureditev teh stenic. Hvala. Hvala, naprej Boštjan Gregorič. Lep pozdrav, hvala za besedo. Jaz bi imel nekaj predlogov. Začel bi z pokopališčem na Velikih Malnikah. To pokopališče uporabljajo krajevne skupnosti Stubice, Krško, Smalnice in Ozlava. In predlagam, da se na postavku ureje pokopališke dejavnosti ali pa na postavku vezano na pokopališče, ki jo ima krajevna skupnost Krška vas, dodaja sredstva v višini 25 000 evrov. Vse omenjene krajevne skupnosti so pridobile ponudbo za izvedbo nadstreška. Enoletnih pokopališč, ki nima nadstreška in če se potrebno dejavnost opravlja v času pandemije, malo nerodne situacije. Obenem teče tudi postopek za zamenjavo zemljišča, in sicer se gradbeno zemljišče, ki je v lasti občine s parcelno številko 292/5, katastrske občine Čatež, zamenja z parcelno številko 292/12, to gre za Veljano, in pa obenem za rekategorizacijo gradbenega kmetijsko in kmetijskega v gradbeno tega privatnega dela, ki bi se zamenjajo pa lastniki kmet, ki živi zraven pokopališča. Svoje predlog je, da dodamo nekje 25 000 evrov za izvedbo tega nadstreška. Druga stvar je, govorili smo večkrat že o stanju tribun na nogometnem štadionu. Vemo je klub dobil registracijo za nastopanje v tretji ligi v Pregrškom. Naknadno so se naredile minimalne zadeve, da se te registracije dobiva, in predlagam, da se za leto 2026 doda v proračun, da se začne vse urejanje dokumentacije in da bi v letih nekje v letu 2030 prišli do nogometne tribune. Nič večje ali pa podobne, kot je imajo nekateri zasedbi, v Prekmurju, tudi v Šentjurju, v Poznem in v občinah, ki so, bi rekel, mogoče še manj bogati.
pa Breška občina. Tretja zadeva je pa moja nekrevna skupnost Milova vas. Mi smo leti začeli z obnovo doma krajanov, veliko smo seveda z pomočjo občine vložili, tudi veliko z deli, vlastnimi deli. Zdaj za leto 2026 ni predvidenih sredstev, ampak jaz mislim, da 20.000 evrov, ki mi dobivamo letno za obnovo, mislim, da bi se moglo najti, da s to obnovo doma nadaljujemo naprej, bi škoda, da zdaj osvanemo nekaj pozdrava. To bi bilo to, pa kaj se delo, mislim, podal. Vse te stvari, kaj ste danes povedali, kako pripisno, da bomo priložili. Nataša Sanji. Hvala lepa za besede, lep pozdrav. Izpostavila bi za nas krajane iz Vrtiče, eno iz različnih zadev, razne seveda osnovne šole Vrtiče, to je zagotavljanje varnosti v prometu. Pobuda krajanov, krajevne skupnosti, moja pobuda je bila, da se sprejmejo ukrepi za umiritev prometa skozi vas Vrtiče. Na te pobude je po mojem bil tudi pripravljen proračun za leto 2025, to je 5.000 evrov za projekt za umiritev prometa in potem 20.000 v nadaljevanju za izvedbo ukrepov. V rebalansu ni več teh sredstev za umiritev prometa, medtem ko tudi nam ni jasno, kaj je bilo pa narejeno, nismo niti dobili odgovora glede projekta za umiritev prometa. Rečeno je bilo, da bodo sprejeti ukrepi, da bo sprejet dogovor z Direkcijo za ceste, ampak do zdaj ni bilo nič, kar se tega tiče, niti nam posredovano, niti ni bilo nobene spremembe na tej cesti. Kljub dejstvu, da je prišlo do kar nekaj nesreč v tem času in da krajani smatrajo, da so njihovi otroci na poti v šolo dejansko ogroženi čez to državno cesto. To je eno, drugo vprašanje, to vprašanje sem že izpostavila, drugo tudi, to je pa vezano na rekonstrukcijo osnovne šole Vrtiče. Vesela sem, da so se sredstva za osnovno šolo našla, tudi ne tako majhna, tako da upam, da se bo zadeva speljala. Je bilo pa vprašanje krajanov, zakaj razpis ni bil izveden do konca, postopek javnega naročila rekonstrukcije je bil ustavljen. Na moje vprašanje, zakaj je bil ustavljen, ni bilo odgovora. Tudi 500.000 za leto 2026 ni tako lahko doseči porabe, če ta izvedba postopka ne bo speljana in to zelo hitro, ker takšni postopki trajajo in samo uvod v delo traja, tako da bi prosila za odgovor na ta dva vprašanja, se pravi zagotovitev varnosti v prometu in pa kdaj se predvideva, da bo ponovitev postopka za izvedbo rekonstrukcije. Hvala lepa, bom pa podala obe vprašanji še enkrat oziroma predlogo pisma. Hvala, naprej Stanka Bresko. Hvala lepa za besedo, jaz sem ponoval. Moram reči, da glede na to razložitev, ki je župan povedal, jaz sprejemam in razumem. Zelo težko pa seveda razumem dejstva, da so določene postavke prišle v proračun glede na objektivna stanja, kot na primer pločnik, ki je bil za Maribor predviden če se ne motim, v bližini 800 metrov, sedaj ni nobene postavke, čeprav vemo, da je že vsa dokumentacija pridobljena in da so tudi že zemljišče odkupljene, tako da je me prav zanima, zakaj zdaj ne bi to dokončali, kajti bojim se, da bomo zopet dosegli raven, da nam bo projekt zastaral in bomo, tako kot že veliko kaj do sedaj, in ponovno uporabljali denar za projekt, oziroma projektne dokumentacije. Drugo moje vprašanje pa je, glede na to, da je tudi sicer, da je to že potem
27 in 28, namera za nadaljevanje del pločnika na državni cesti, v kateri se pogovarjamo že približno 30 let, počnemo dokončati pločnik in urediti cestišče, ki je in cestišče že izjemno dotrajano. Pločnik na redakciji poleg odkov je pa življenjskega pomena, predvsem za otroke, ki hodijo peš vsakodnevno v šolo. In sedaj smo dobili že od staršev pobudo, da otroke ne pošiljamo več v šolo peš, čeprav smo namenjeni samo 1 kilometer, kajti vse je zakrnjeno, pločnika ni, poleti seveda tudi ni poleti, ampak spomladi trava. Otroci se dobesedno ne vidijo, kot poveste, je to zelo zahteven odsek, saj pelje od tovornjakov pa tja do mnogih osebnih avtomobilov, kot je državne cestne relacije Krško-Dobova. In jaz upam, da bomo z aktivnostmi, ki so sedaj v teku, to je odkupi zemljišč, oziroma da bo občina nadaljevala tako, kot se zdaj že vidi, kajti večina nas je že prijela sklepe, da smo razlastninjeni oziroma da je občina postala lastnik, čeprav niso še poplačane pogodbene obveznosti, jer mi smo krajani prepričani, da se bo seveda kaj tudi zgodilo. Zavedamo se, da je prišlo tudi do sprememb v enem delu projekta in se zahvaljujemo občini, da je temu pristopila, da bomo lahko rešili stvar. Pričakujemo pa, da bi vsaj nekje jeseni naslednjega leta kljub vsemu začeli s to investicijo, vsaj tako je nam znano, tudi na državni ravni so namere pozitivne za razrešitev tega problema. Hvala lepa. Hvala za besedo, pozdrav vsem. Najprej glede ene zadeve, ki je se najbolj v proračunu predlogu, in sicer na sestankih v krajevni skupnosti smo že kar nekajkrat dali pobudo, da bi se pripravil projekt ureditve celega Sloga ob regionalni cesti, ki pelje skozi naselje. Podobno bi bilo potem tudi v naselju Zidovec napraviti. V samem proračunu ponovno vidim, da za naslednje leto tega ni noter. Bodo predlagam, da se bi ta postavka dodala, se pravi za izdelavo projektov. Potem druga zadeva, ki mi je danes bila nova, se pravi to financiranje osnovne šole tiče strani ministrstva, ne bi teklo 3 leta. Bilo rečeno, zdaj jaz upam, da to ne pomeni, da se bo tudi šola dejansko gradila 3 leta, ker glede na to, da se bo pouk nadomestno izvajal v domu krajevne Strome, mi smo se v krajevni skupnosti pogovarjali in bili pripravljeni, da bo to trajalo eno šolsko leto, ker vemo, da je to edini objekt, edino krajevno središče, kjer se dogaja vse družbeno življenje, se pravi vsa društva, vse, kar se v kraju dogaja, se pač dogaja na tem prostoru. In preko zdaj, če se bo pa to raztegnilo kar za 3 leta, se pravi, da bo onemogočeno uporabo tega prostora, ker nam je to pomembno z našega vidika in precejšen gradik skupnosti. In pa tretja zadeva, ki bi jo ponovno izpostavil, sem je že neštetokrat izpostavil na tem občinskem svetu, ker se vidi tudi noter neko postavko, ki sicer ugaša, bolj kot ne, neka projektna dokumentacija za to izvojsko križanje. Zdaj ne vem, obljube so sicer, da država to nekaj pripravlja, direkcije in tako naprej, ampak te obljube poslušamo že 3-4 leta, pa nič, bom rekel, ne vemo, da bi se to dejansko kaj premaknilo. Mislim pa, da to dejansko je projekt, ki ne vem, sem že 100-krat povedal, Brežice so edino občinsko središče od
Hrvaške meje do Ljubljane, ki nima urejenega izvennivojskega križanja z železnico. Stanje je nevzdržno na teh prehodih, tako še Lenart kot Brezina, in mislim, da tle ni več, bom rekel, neke volje in enostavno pritiska tudi z naše strani na državo, če je to potrebno, jaz tega več enostavno ne razumem. In zdaj, po moje, jaz ne vem, lahko da je tudi to problem, da bi pa mogoče morali tudi sami kaj zagotoviti, ali kakva sredstva, ali karkoli, da bi se ta projekt premaknil z mrtve točke in da bi se prišli do rešitev in ponovno apeliram na to, da bi se povzele vse aktivnosti, ki so potrebne, ali finančne, ali pa pač, ne vem, politične, kakršne koli druge strokovne, da se bi ta projekt premaknil. Naš vsak repliko. Ja, jaz imam repliko na pripombo gospoda Pinteriča. Še bo projekt trajal 3 leta, jaz bi ga sam spomnila rekonstrukcije osnovne šole Rtiče, da je to nesprejemljivo za krajevno skupnost Srone. Jaz bi ga hoče spomnila, da krajani in otroci krajevne skupnosti Srone hodijo v šolo Rtiče in bi ga opomnila na to, kako pomembno je to za življenje celega kraja in celega severnega dela občine Brežice, da je šola se obnovi in da imajo otroci ustrezne pogoje za šolanje, kjer so večino svojega časa, medtem ko krajevna skupnost Srone je dobila sredstva za obnovo doma krajanov na račun nadomestnih prostorov Rtiče. Kar se pa tiče samih projektov, eno so proračunska leta, ki so 3, projekt pa lahko kljub temu, da je vključen 3 proračunska leta, traja leto pa pol. Tako da jaz bi sam na to opozorila, sredstva so bila, mislim, da ne malo dodeljena za nadomestne prostore same krajevne skupnosti Srone in upam, da tudi z strani gospoda Pinteriča še vedno podpirate rekonstrukcijo osnovne šole. Dajte, sam da se ne bomo pri te točke, imam prepirano predstavljeno. Ja, prosim. Ja, hvala. Mislim, zdaj, jaz se opravičujem gospe Sagernik, ampak ne vem, ali me ni poslušala, ali me pa ni razumela, ne. Moja razprava je šla v to smer, da bi gradnja osnovne šole Rtiče morala biti hitrejša in da bi morala biti končana tako, kot je bilo nam obljubljeno v enem šolskem letu. Se pravi, da so te prostore nadomestni za eno šolsko leto, ne pa za 3 šolska leta ali pa za 3 leta. In ni dobene debate o tem, da bi bili pa zdaj mi proti šoli ali pa da se ne bi gradila šola, ampak samo želimo, da se to izvede v takih rokih, kot je bilo od začetka obljubljeno, ne pa v 3 letih. Tako da mislim to... Glejte, samo malo začnemo prepirati, zdaj imate vsak malo narobe. Prvo, vemo, da smo se pogovarjali o letu in pol, ne v enim leti, kajti to je predvideno, da se bo začelo letos drugo leto februarja delati, naj bi bilo nekje drugo celo leto in potem še polovico leta naslednjega. Zdaj se bo začela delati šola drugi jesen, celo leto 26 in nekje verjetno v 27 in 28 je končana do konc šolskega leta, oziroma v bistvu se bo leto in pol delala, gradila, bo pa to trajalo 2 šolski leti. Veste pa, da smo mi prvo rekli, da ne boste mogli teh prostorov uporabljati že letos februarja, kar pomeni, da smo to podaljšali in dejansko do druge jeseni boste lahko normalno uporabljali prostore. Jaz upam, da bo proračun sprejel čim prej. Takoj, ko bo proračun bil potrjen in šli v razpis. Da še odgovorim, zakaj smo razpis ustavili. Dejstvo je, da je bilo takrat pogoj, da moramo imeti izbranega izvajalca, da bomo dobili več točk. Šli so
en razpis poskušen, potem se je videlo, da se te točke več niso bile pomembne in tudi, da nimamo zaprte finančne konstrukcije, zato je tudi boljše bilo ustaviti. Po drugi strani pa treba povedati, tudi vsi izvajalci so rekli, da je brez veze delati razpis, ko ne vemo niti kakšna bo ne finančna konstrukcija, ne kakšna bo dinamika in bi tudi sledno razširili cene od vseh, s tem bi omogočili tudi vsem izvajalcem, da bi se potem naknadno lahko dogovorili, da ne bi bilo sploh nekega resnega razpisa, zato se je počakalo, zdaj, ko bo proračun sprejet, bomo šli v razpis. Treba pa povedati, kljub temu, da je lepo, da smo 3 milijone dobili, treba še vedno govoriti, da je 7 milijonov zagotoviti vlastnega sredstva. Od teh 7 milijonov bo treba približno 2 milijona 200 dati nazaj za DDV, kar je za mene nesprejemljivo, tako da kljub vsemu je lepo, da smo dobili 3 milijone 300, vendar bo še to vedno veliki finančni zavlati z občinski proračun in na račun tega bo treba predvsem v letu 27 mogoče marsikakšne apetite si postaviti predvsem pred drugih investicijah, vendar to bo v tem seveda se ukvarjal verjetno drugi občinski svet ali pa mogoče tudi še mi lahko konec leta, če bomo bili pripravljeni za občinski svet. Toliko, da ne bomo. Vsekakor pa se več kot leto pa pol približno do mogoče 20 mesecev ne bi smelo gledati. Naprej imam še magistra revizije, da smo zaključili predstavljati. Ja, hvala lepa. To se zgodi župan, če posliš, da ni repliko kot repliko. To ni bila replika, to je pač sladna polemika in ko se zaznala polemika in to ni v redu. Mislim, imamo poslovnega, da spoštujemo v tem občinskem svetu in mislim, da je že čas, da se vsi malo prebrali. Tako da, ne vem, kaj bo treba narediti, da bomo naredili podvoz, to moje bo treba prvo prošlo marca, prihodno leto. Glede proračuna po sledeče, bi sam izpostavil, če bo prej dopuščeno. Glede prihodkov bi izpostavil to, da imamo v bistvu po veljavnem proračunu v letošnjem letu planiranih 41,7 milijona evrov, realiziramo pa samo 33, slabih 33 milijonov evrov prihodkov. In to na račun temeljne postavke, kot so transferi prihodkov iz državnega proračuna, smo dobili 3,8 milijonov, planiranih je 9,1. Se pravi, do 4.12. letošnjega leta. In prosim za pojasnilo, zakaj imamo tako nizko stopnjo transferjev iz državnega proračuna v naš občinski proračun, da bo v teh manj kot mesecu dni to vse prišlo, to se pravi več kot polovica manjkajočih sredstev, 6 milijonov. To je ogromno za naš proračun in jih nismo dobili. Vsaj tako izkazuje dokumentacija, ki jo imamo pred seboj. Torej tega transferja je 3,8 milijona, načrtovano je pa bilo 9,1. Prosim za pojasnilo, ki je ta razlika, oziroma da bomo to še dobili. Zadeva na odhodkovni strani je pa tudi zanimiva. Skupaj imamo realizacijo 30 milijonov evrov na odhodkih, pri čemer je bil pa proračun 45,6 milijonov. Se pravi, več kot 50% odhodkov bomo realizirali v manj kot mesecu dni. Če je to realno, ne vem, verjetno sam bi pojasnil dole. Vem, da se veliko da na konc narediti, da računi prihajajo zase za investicije zadnje dni ali pa še prve dni prihodnega leta, to je pač jasno. Samo ne vem, če od tega možno naklepati za 15 milijonov. Tako da me tudi tu zanima, in še to še posebej je pri investicijah minus 10 milijonov evrov. To pravi, glede na plan je realizacija nižja za 50% do 4.12. tega leta. Tako da tu bi prosil bolj manj za pojasnila, čemu je tako. Zdaj, ali je tu veliko nerealizirano, da bo naslednji let se predstavljalo, ali kaj. Zdaj tudi sam se dotaknil osnovne šole Rdiče. Mene veseli, da je ta vlada nakopala naslednji vladi to breme, kajti vse bo financirano praktično iz proračuna prihodnjih let. In jaz vem, županim sprašujem, ali bomo pred razpisom in pred sklenitvijo pogodbe z izvajalci novelirali investicijski program te šole. Kajti stvari so se po mojem tudi spremenile, da bo potrebna novelacija.
V okviru novelacije je potrebno definirati vire in bo potrebno jasno napisati časovni terminski plan. Jaz mislim, da tisto, kar imamo mi ta trenutek, investicijski načrt sprejet, povsem ni skladen s tem, kar se bo dejansko odvijalo. Tako da bi bilo to potrebno narediti. Vidim pa, da kljub temu je že namenjeno 2 milijona evrov v naslednjem oziroma v 2026, se pravi proračun v 2026, 2 milijona za osnovno šolo piše. In če ne bomo imeli dogovorjenih virov za naprej strani državnega proračuna, to, veste, da uspete na razpisu še ne pomeni, da smo sklenili pogodbo o dodelitvi teh sredstev. To se pravi, kakšne garancije imamo, da bomo ta denar dejansko dobili. Jaz se bojim, da se ta investicija zna razvleči prav zaradi tega, da bo na eni strani nekaj začeli čačkati, potem nam bo po glavnem vir zmanjkal. Tako da me zanima, da je malo teh detajlih. Pozdravljam, da se bo cesta bratov Milavcev nadaljevala obnova od Dalmatinova do Radoja pri Tušu. Tako da samo to bi še izpostavil, Parkirišče Brežice, pol milijona evrov za dokumentacijo. Da je to možno, da je samo za dokumentacijo pol milijona evrov predvideno. Jaz ne rečem, da Parkirišče ne potrebuje, samo pol milijona se mi zdi malo biti. To je moja strani. Moram reči dva odgovora, no, to ne gre za dokumentacijo, gre za dokumentacijo in gradno približno na milijon ceno na parkirišče, konkretno tako, da se bo že začelo delati. Kar se tiče nadvoza, moram tudi govoriti, ni potrebno dati nobenih vlastnih sredstev, nadvoz je pripravljen, vendar definitivno po zadnjih napovedih vlade, če ne bo nekaj sprememb oziroma bolj DRI-ja, se naj bi začel nadvoz graditi. Leta 2030 v skladu ureditve v skladu ureditve železniške postaje Brežice. Moram reči, da je terminski plan zdaj postavljen za urejanje, če ste zadnjič poslušali, železnic od Sevnice do Dobove. In mislim, da je železniška postaja Brežice zadnja v tej zgradbi leta 2030. In v skladu z tem, ko se bo začela železniška postaja, se naj bi gradil tudi ta nadvoz, kajti to gre za projekt, ki je vezan na železnice. To so zadnje informacije, jaz upam, da bojo se držali teh planov, čeprav vem, da so pri marsikateri železniški postaji se stvari precej zavlekle, predvsem zaradi razpisov, ker so te predragi. Mislim, da je Sevnica pala, zdaj pa marsikje, tako da upam, ne bo, ampak sigurno pred 2030 se ne bo. Toliko, kar se pa tiče šole, pa moram povedati, da v drugem branju bo že to usklajeno. Mi smo predvideli, da bo milijon v letu 26 občinskega, pa milijon državnega, zdaj bomo pa naredili tako dinamiko, da bo milijon pa pol, drugo leto naj bi se naredili 500 000 državnega občinskega ostalo šlo po naslednjih letih. Vsekakor pa sem jaz od tistih, ki zagovarjam, da treba vse narediti, da se ta šola konča. Glede na vse in pa potem, da začnemo tudi z načrti naprej za dokumentacijo za Globoko, ki imamo možnosti že začeti v 26 razpisom. Potem je pa treba do 28 dokumentacijo pripraviti, tako da če to je sredstva 28 pa 29, 30, da bi lahko tudi še globoko naredili, da to nekako zaključimo v naslednji šoli. Zdaj, kar se tiče sredstev, pa sigurno mogoče smo, mi smo predvideli, da bo letos marsikakšen razpis več urejen, predvsem vemo, da vsa regijska sredstva, ki so bile nekako predvidene, da se bojo že naredile v leto 25 niso bile, te partnerske sporazume so bile podpisane, zdaj so že te pogodbe, tako da se naj bi začelo potem 26-27 in večina teh sredstev zato se tudi za države predstavlja, ker enostavno ni bilo teh razpisov, kot smo pričakovali. Je pa to tudi eden od razlogov, zakaj nismo delali dvoletnega proračuna, mislim, da lani še rekel, da je tam v smislu za 2 leti planirati naprej. Če ne vemo čez 1 leto naprej, kaj se bo zgodilo, zato smo tudi predlagali, da se sprejme proračun za 26, da lahko začnemo normalno delati. Pa če bi volje tega občinskega sveta lahko proti koncu leta, ko bo vse bolj jasno, še sprejmemo proračun za 27, ali pa bomo popustili
naslednjem v bistvu občinskem svetu. Moram pa še povedati, no to pa mislim, da prav, da se destim od 1. januarja in dalje bomo 3 mesece na začasnem financiranju oziroma tako dolgo, da ne bo sprejet proračun, zato bomo sklepili oziroma smo že pripravljeni na sami. Toliko. S tem jaz zaključujem, glede na to, da smo že davno glasovanje, ki ga moramo v skladu z poslovnikom. Bom pa, kot pravi, jaz bom probal vse narediti, da bi upošteval čim več teh pripomb, ki so bile dane. Jaz verjamem, da so vse potrebne in kar se bo dalo maksimalno narediti, bomo do blagajne še storili. Sam malo, da jaz vidim, predlog odloka o proračunu občine Brežice je primeren za obravnavo, zato ga občinski svet občine Brežice daje na razpravo do zaključka 16.1. Prisotna. Nekaj glasuješ. Thank you.